pred približno 10 dnevi sem opozoril na stavko. Uprava se ni dosti resno odzvala našim zahtevam. Zaradi tega smo napovedali 4-dnevno stavko na podlagi sklepa zbora delavcev. Strokovne zahteve, ki so podobne, kot so bili opozorili stavke, smo dali upravi. Ti se ni preveč resno pogovarjali z nam in ni dal noben dober predlog, do katerega bi se lahko prišli do sporazuma. V bistvu je celo pogojevala izplačilo aprilskih plač s tem, da se odpovedamo vsem aktivnostim, strokovnim, sindikalnim za dobo enega meseca. Strokovni odbor se s tem ni strinjal in po pogajanjih je uprava včeraj izplačala plače zaposlenim v proizvodnji, spet ne prispevka za pokojninsko varstvo in tako naprej. Ostalih 8 zahtev pa se sploh nismo prišli z mrtve točke, zato smo včeraj imeli zbor delavcev in potrdili to 4-dnevno stavko, med katero smo odločili za nadaljnje korake, kaj je še možno za izboljšanje naših položajev. V sobotnem delu smo lahko prebrali, da se največji upnik, gospod Joc Pečečnik, zavzema za čimprejšnji stečaj tega podjetja. Kako pa vi komentirate? Stečaj za delavce ni najslabša izbira, saj, če komentiram njegovo izjavo, je že to dobro, da vsaj ohranja upe, da bi zdrava proizvodnja tekla naprej. Drugače pa stečaj tudi za delavce ni najslabša opcija že zaradi tega, ker delamo z eksplozivnimi sredstvi, ker nismo nikoli razstreljivom. Ljudje so živčni in lahko pride do neljubih dogodkov, ki si jih ne želi. Človeška življenja so koli tako redna, da bi se tukaj še matrala naprej. Koliko časa ste že tukaj zaposleni? Novembra je bilo 30 let. In koliko časa ste še do penziona, recimo? Še 2 meseca pa pol ali 66 dni. Aha. In kako spremljate to agonijo podjetja, v katerem ste pustili mnogo delovnih let? Nič ni dobro. Zelo psihično, zelo slabo. Zelo hudo. Psihično. Nismo si tega zaslužili. Ste se kjerkrat predstavljali, da bo do kaj takega prišlo? Ne, nič malo. Kaj trenutno stanje podjetja in pa morebitni stečaj, kaj bi pomenil za vašo družino, oba sta zaposlena tukaj noter, kaj bi to pomenilo? Ja, za mojo družino to pomeni velika negotovost. Midva sta oba stara čez 40 let, jaz sem dobrih 20 let in po poklicu sem avtomehanik, samo svoje delo sem prej upravljal 4 leta in zdaj sem praktično z tega poklica ven. Drugo delo je zdaj težko poiskati in ne vem, sem pripravljen delati, navajen sem delati. In me tudi ni sram verjetno na teč križ po paket, pa bi ga pokazal javno na vaši televiziji, da sem zdrav, pošten, sposoben delati, pa nimam dela. Kdo je kriv za to? Kriv. Jaz bi rekel, da naprimer mi krivimo bolj lokalno vodstvo Kamnika, ampak verjetno, da je to krivda globalna. Vse vidite, da velike ribe, praktično naše ribe se učejo od velikih rib, pa z Ljubljane. No, očitek je letel tudi na občino, kaj konkretno je očitano? Ja, občine jaz očitam, oni podpirajo malo gospodarstvo, drobno obrt, za velike firme in pa že leta ni več mar. Če pogledamo Titan, Eto, Svilanit, živ primer, in se točen vidi, po kakšnih scenarijih je to šlo na nadzora pač države ali delavcev in gre tako naprej. Če dejansko pripelje do stečaja, kaj boste potem? Kaj boste ženo? Ste se že kaj pogovarjali v to smer, omenili ste manjšo kmetijo, je možno preživeti s to manjšo kmetijo? Ne, to je majhna kmetija, na kateri se ne da preživeti, to je praktično za priboljšek. Nimamo nobene vizije, zaenkrat ne. Zaenkrat čakamo, kako se bo tole dala tukaj spletali.
pa pač bo pač nanesel. Po vašem mnenju, bi bil stečaj rešitev? Ja, mislim, da bi bil. Naprimer, verjetno, če do zdaj ne bi stavkali, verjetno, da bi se ta agonija vlekla še 2-3 mesece, potem bi pa to pripeljali do konca. Te lastnike ne verjame nobeden več. Tudi v sami proizvodni mi ne stavkamo dela samo zaradi plače, ker praktično že 10 let ni nobenega pravega vzdrževanja, ni zaščitnih sredstev, ni osnovnih sredstev, praktično nov kader ne prihaja več v firmo, vsaj strokovni kader razvoja ni več in se po takimi pogoji v navadni proizvodni ne da delati.